Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec, danes vam bom predstavil drugi del video serije Facebook za podjetja. V prvem delu smo si pogledali vse osnovne stvari, ki jih mora vedeti vsak, ki želi nekaj delati na Facebooku. Če si niste ogledali tega prvega dela, potem vam predlagam, da si najprej pogledate prvi del, povezavo do prvega dela najdete spodaj v opisu tega videoposnetka, tako da, če si ga niste pogledali, si najprej poglejte prvi del, potem pa še ta drugi del. Tema današnjega videoposnetka je Facebook stran. To je najbolj znana, najbolj poznan in najbolj razširjen profil na Facebooku je osebni profil. To je to, kar imamo vsi z imenom in priimkom. Potem drugi profil, ki jih je pa tudi veliko, je pa tako imenovana Facebook stran. To Facebook stran morajo uporabljati podjetja, blagovne znamke, znane osebe. Zakaj znane osebe? Zato, ker na osebnem profilu imate lahko maksimalno 5000 prijateljev. Tukaj, če imate pa svojo Facebook stran, lahko pa zberete tudi v končni fazi milijon ali pa več milijonov všečkov. Zdaj, Facebook stran ni tako, da bi se vi spoprijateljili z njo, tako kot z osebnim profilom, ke ena stran zaprosi za prijateljstvo, pa druga stran potrdi. Tukaj tega ni, tukaj je možno samo, da vi všečkate neko Facebook stran. Če vi všečkate neko Facebook stran, ste dali Facebooku signal, da vas pač vsebina iz te Facebook strani zanima in vam jo bo verjetno Facebook to vsebino začel prikazovati. Ne pomeni, da boste vse objave od te Facebook strani videli, ampak nekaj jih boste pa zanimivo, jih pa boste. Zdaj, koliko, katere, je tudi važno od različnih dejavnikov. Glejte, tole je moja Facebook stran, Tomaž Gorec, in glejte, če bi zdaj vi všečkali tole mojo stran in mogoče šli še pogledat moje zadnje 3 objave, pa bi jih všečkali, pa mogoče napisali še en komentar noter, to bi Facebook vzel kot da vas vsebina moje Facebook strani zanima in zagotovo, ko bi jaz naredil novo objavo, bi jo vi zagotovo videli. Seveda to je zdaj pogoj, če bi v tistem dnevu tudi bili na Facebooku, ker kakor ste verjetno že sami ugotovili, Facebook neke stare objave ne kaže. Tako da, recimo, če ne greste 2 dni na Facebooku, da danes jaz nekaj objavim in vi ne greste 2 dni na Facebooku, potem ste skoraj zagotovo to mojo objavo zamudili. Zdaj, če bi pa potem v prihodnosti, ke bi vi meni tole všečkali, komentarje napisali, da bi pa moje naslednje 3 objave videli in ne bi na to naredili nobene interakcije, bi pa Facebook rekel, tole osebo pa ne zanima veliko tale page, tako da mu naslednjih par objav pa ne bom pokazal. To bi bilo tako zelo na grobo, zelo površno povedano, kako deluje Facebookov algoritem. To je toliko, da približno razumete. Jaz mislim, da sem to dosti jasno povedal, tako da boste razumeli, zakaj se gre. Seveda, na Facebook strani imate tudi možnost sponzorirane objave. Jaz na primer bi lahko tole objavo, ki sem jo objavil včeraj, ravno tole Facebook za podjetja, bi zdaj je to videlo 1000
212 ljudi in je bilo 71 dejavnosti, jaz bi zdaj to lahko rekel, ker želim, da bi to več ljudi videlo, bi pa lahko Facebooku nekaj plačal, ne vem, 10 evrov in bi tole videlo še ene 3 do 4 tisoč ljudi. Tega na osebnem profilu nimate možnosti, to je možnost samo na Facebook strani. In glejte, tudi še Facebook stran kaj ima? Ima podrobno statistiko. Glejte, če mi zdaj kliknemo na tole, vidite, točno vidimo, 1212 ljudi je to videlo. Bilo je 14 všečkov, za všeč mi je, 1 obožujem, 2 sta rekla neverjetno, 54 ljudi je kliknilo na objavo, od tega je bilo 32 klikov na povezavo, drugih klikov je bilo 22, to so lahko prikaži več ali kaj drugega. Glejte, potem so pa tudi tukaj negativne povratne informacije, ki jih pa pač, bom rekel, hvala Bogu, ni bilo. Se pravi, da ljudem je bil ta moj prispevek kar všeč. Tako da rečemo, en velik plus, ki ga ima tudi ta Facebook stran, je tudi to, da imate zelo, zelo podrobno statistiko. Še veliko bolj podrobno statistiko imate pri videoposnetkih. Tam pa res vidite čist vse. Sicer o tej statistiki bom več povedal v enem od naslednjih videoposnetkov. Potem je še se pravi, vaš cilj z vašo Facebook stranjo je, da dobite čim več všečkov. Temu bi rekli, to so vaši sledilci, ki jih zanima vaša vsebina in več kot imate všečkov, več ljudi bo videlo vaše objave in če imate veliko teh všečkov, je v bistvu lahko potem vaše oglaševanje na Facebooku popolnoma brezplačno. Glejte, da vam pokažem en praktičen primer iz prakse. Glejte, tole je naša Facebook stran Otok Krk, kjer pač objavljamo vse sorte v povezavi z otokom Krkom. Jaz imam tudi spletno stran, ki je pač na osnovi spletne strani je tudi nastala ta Facebook stran in na tej spletni strani jaz imam gor objavljene neke apartmaje, ki jih pač oglašujem, lastniki apartmajev mi potem za to plačajo, pa plačan sem tudi še v drugih stvari na tej spletni strani. In glejte, če jaz tukaj na tej Facebook strani, ki ima 22.946 všečkov, objavim povezavo do nekega apartmaja na moji Facebook strani, bo tisti apartma, če je v redu, dobil recimo vsaj 5, mogoče celo 10 povpraševanj in mogoče na koncu tudi eno stranko. In vidite, to je popolnoma brezplačno oglaševanje. Zdaj, pač vidite, tale prispevek je videlo skoraj 5000 ljudi. S tem, da morate vedeti, če dajete prispevke direkt na YouTube, je doseg veliko manjši, zato ker pač Facebook nerad ljudi preusmerja na YouTube, ker pač mu je konkurenca. Vidite, jaz sem tukaj dal video o otoku Krku. Zdaj, želja Facebooka bi bila, da ne bi jaz dal povezavo na videoposnetek na YouTubu, ampak bi kar videoposnetek dal na Facebook. Tako da tukaj je ta doseg manjši, če bi jaz tukaj video dal, bi verjetno ta doseg bil 10 000. Tako da vidite, jaz sem to imel popolnoma brezplačno reklamo. Če bi hotel tole plačati, bi plačal tam nekje 400 prikazov dobite običajno za 1 evro, tako da bi za tole izplačal ene 12 evrov. Seveda ne, meni to ni bilo treba plačati zato,
ker je na tej strani 22.946 ljudi to všečkalo. Če bi imela ta Facebook stran samo 500 všečkov, potem bi tlele doseg bil 200, 300, mogoče maksimalno 400. Tako je pa vidite 4880. Tako da to je zelo pomembno, da za svojo Facebook stran dobite čim več všečkov, ker potem imate oglaševanje popolnoma brezplačno. Še ena zanimiva zadeva je, da se te Facebook strani lahko pojavljajo visoko med zadetki na Googlu. In seveda, če se vaša Facebook stran pojavi visoko na Googlu, glejte, tako ko se ena naša, glejte, če vpišemo v Google delo na domu, to se vam ne bo pokazalo, tako da to nič štet. Vidite, se na prvem mestu pojavi naš članek iz spletne strani Zaslužek.org, potem so pa še parihe. In glejte, tukaj na, se pravi, prvo, drugo, tretje, četrte, peto, na 6. mestu, glejte, se pa pojav zadetek Facebook strani, to je naša Facebook stran, Delo na domu. In glejte, zdaj, glede na to, da se ta Delo na domu v Sloveniji vpiše okoli 2000krat na mesec, pomeni, da na tole ljudje kar par stokrat na mesec kliknejo in ko kliknejo, pridejo direktno na Facebook stran Delo na domu. In tistega, ki to zanima, vidi, da na tej Facebook strani so neke informacije v zvezi z delom na domu in če ga to človeka zanima, potem všečka našo Facebook stran. In jaz sem prepričan, da zaradi tega, ker se pojavljamo visoko na Googlu, ta Facebook stran dobi vsaj ene, ne vem, težko rečem na pamet, ampak prepričan sem, da dobi 30 všečkov na mesec. Po mojem sicer več, ampak nisem to nikoli analiziral, tako da točno ne vem, ampak glejte, za 30 bi se skoraj upal staviti, da jih dobimo. Kar je to 360 ljudi na leto, kar to ni tako malo. No, zdaj, če bi pa prišli visoko na Googlu z neko besedo, z neko stranjo, katera beseda se išče veliko več, rečemo primer, vreme, horoskop, ki se išče, ne vem, horoskop se išče 130 000krat na mesec, to bi bila potem pa bistveno večja, več všečkov, več obiska na strani in tako naprej. Tako da, vidite, to je tudi ena zanimiva zadeva, da se pojavite visoko na Googlu. Kakorkoli že, je pa tudi vedno priporočljivo plačljivo oglaševanje. Ker samo bom rekel, da nič ne plačate Facebooku, se da tudi zelo dobro reklamirati. Rečemo, jaz na te Facebook strani Oto Krk, jaz nikoli nič ne sponzoriram, nič ne plačujem, sem pa plačeval na začetku, da sem dobil všečke, ne. Ampak zdaj, to je meni bolj, to ni glih čista glavna zadeva pri nas v podjetju in se ne ukvarjamo še s tem, da bi to plačljivo oglaševali. Bi rekel, za neke resne zadeve se pa splača plačljivo oglaševati. Rečemo tako, kot jaz, ko sem izdal knjigo z naslovom Kako do prvih mest na Googlu, to je seveda, bi rekel, skoraj nujno plačljivo oglaševati, ne. Ali pa, ne vem, tako kot mi izdelujemo spletne strani, pa delamo optimizacijo spletnih strani. To, če bi hoteli več strank dobiti, bi bilo tudi pametno, tudi poleg tega, da si na Facebooku lahko naredimo zelo veliko brezplačne reklame, bi bilo dobro tudi malo plačljivo oglaševati. Sicer tega ne delamo, zato ker je pač zdaj neka taka situacija, da imamo ogromno dela, več, kakor ga lahko naredimo, tako da zdaj nam pač ne pride na misel, da bi oglaševali, ampak če bo enkrat manj dela, pa pač seveda bomo oglaševali. No, to je par osnovnih informacij, ki jih morate vedeti v Facebook strani. Zdaj vam bom pa kar
v praksi pokazal, kako ustvarimo Facebook stran. Tako da tisti, ki jo še nimate, boste tukaj točno videli, kako se jo ustvari in jo boste potem lahko šli ustvariti zase, brez težav. Če to, kar vam bom zdaj povedal, če boste malo pozabili, vam predlagam, da takrat, ko ustvarjate Facebook stran, da si greste to še enkrat pogledati in greste lepo po korakih, da ne boste pač kaj narobe naredili. Glejte, zdaj na Facebooku lahko ustvarimo dve različne Facebook strani. Ena je stran za podjetje ali blagovno znamko, druga je pa stran za skupnost ali znano osebnost. Pa pojdimo kar na Facebook, pa da vam pokažem, kako to gre. Glejte, najboljše, da greste na začetku na Facebook stran, na svoj osebni profil. In glejte, tukajle ob strani se vam pokaže, ko imate razžišči, se vam pokaže strani. In kliknete strani. Tukaj se vam pokaže, katere strani imate, in potem imate tukaj možnost ustvari stran in kliknete ustvari stran. Glejte, zdaj imate pa možnost stran business or brand, pa community ali pa znana osebnost. Tako da zdaj pač, če ste podjetje ali neka blagovna znamka, ne vem, da prodajate, ne vem, recimo, da imate neko blagovno znamko, lahko naredite tudi stran za blagovno znamko ali pa za podjetje. Tukaj je pa neka skupnost ali pa znana osebnost. Glejte, če zdaj pogledamo razliko. Recimo, tole je naša Facebook stran za podjetje Gorec d. o. Glejte, tole, moram tukajle najti. Se pravi, glejte, tole je pa moja Facebook stran, Tomaž Gorec, to sem pa dal kot znana osebnost. Pač to sem jo naredil zato, ker sem imel na osebnem profilu že več kot 5000 prijateljev in sem rekel, bom jaz pa še stran naredil. Zdaj, kaj je razlika med tem stranem? Ena od razlik je ta, da vi lahko, recimo, na teli strani za podjetje vidite vse tele podatke tukajle, naslov podjetja, telefonska številka, povezava do strani, vidite celo delovni čas, s čim se ukvarjamo. Bi rekel, so bolj take poslovne informacije in tukaj tudi, recimo, če vi pridete k nam v našo podjetje in naredite tam neko Facebook objavo, lahko vi potem se tisto določite lokacijo in lahko določite lokacijo, da ste na podjetju Gorec d. o. Glejte, to vam lahko tukaj pokažem. Glejte, ne, se pravi, ampak to mi kaže samo moje prijatelje. 126 mojih prijateljev je všečkalo, se pravi, je všečkalo to stran Gorec d. o. ali pa so bili na strani. In zdaj, če pogledamo všečki, se pravi, teli so všečkali našo stran, obiski, kateri so pa že objavili neko objavo in dali kot lokacijo Gorec d. o., glejte, so pa teli ljudje, ki so tukaj, ne. Tako da, recimo, tega, da si vi označite, da ste pri Tomaž Gorec, pa ne morete, ker je to pač stran za znano osebnost. Recimo, to je ena od razlik, pa tle ni teh podatkov o podjetju, je možnost tudi linka dati na mojo spletno stran, pa tako naprej. Ampak recimo, to je predvsem, da se ne morete prijaviti. Potem pa poslovna stran omogoča še ene zadeve. Glejte, vi lahko celo trgovino naredite. Glejte, imate tukaj v meniju trgovina in glejte, jaz sem tukaj v trgovino dodal mojo knjigo, naredil sem en kratek opis in zdaj, če bi tukaj kliknil, glejte, bi se odprl drug zavitek in bi prišel v spletno knjigarno, ki je pač naša, direkt na ta proizvod
se pravi na mojo knjigo in pač jo lahko nekdo kupi. Potem na tem poslovnem profilu, se pravi za podjetje ali brand, lahko tudi storitev date, ne. Tako da vidite, če vi pridete na našo stran Gorec.do, pa greste malo dol pogledat, boste videli najprej tale okvir trgovina, tukaj bi se še več izdelkov pokazalo, če bi jih bilo, potem storitve, katere nudimo, storitve sem jaz dal tukaj SEO svetovanje, ne, in zdaj, če človek klikne, se mu tukaj pokaže, da je ura SEO svetovanja 70 € plus DDV, tukaj sem še nekaj napisal, kar si lahko preberete, tako da pač ta stran je bolj za poslovne zadeve, ta je pa pač, bi rekel, kot neka skupnost, slavna oseba, se pravi tukaj pa za neke splošne objave. In glejte, jaz zdaj pač v tem videu ne bomo odpirali dveh različnih strani, bomo odprli samo eno. Je vse skupaj dokaj enostavno, tako da sem prepričan, če odpremo eno in gremo ta postopek čez, boste vi znali tudi potem sami tudi drugo odprti. Glejte, jaz sem razmišljal, da bi pač nekaj odprl, kaj bi odprl, za podjetje težko odprem, ker že imam stran in dobro, lahko bi odprl pa potem zbrisal, ampak glejte, jaz vam bom pokazal, kako odprete Facebook stran za neko skupnost ali pa, bi rekel, znano osebnost. Glejte, tukaj začneš, narediš ime strani. Glejte, zdaj, to vam bom tudi pač malo kasneje povedal, ime Facebook strani je zelo, zelo pomembno. Če vi tak dober, privlačno ime zberete, bojo ljudje veliko raje všečkali vašo Facebook stran, bolj zvesto jo bojo sledili in tako naprej. Tako da to res razmislite, da bo dober ime. Glejte, ta ime se potem tudi da spremeniti, vendar pri straneh ne tako zelo enostavno, pri skupinah se ga da pa zelo enostavno spremeniti. Zdaj tema skupine bo naslednji videoposnetek, ampak da vam mogoče, da boste to lažje razumeli, da vam povem en primer iz prakse. V našem podjetju imamo Facebook skupino, katero naziv je Potovanja so moja ljubezen. In to je zelo super zbran ime, ker vsak dan se v skupino pridruži vsaj 10, včasih pa tudi 30 novih članov. Jaz, ko sem začel s to skupino, sem dal en drug ime, Izleti in potovanja. Ampak to izgleda ljudem ni bilo všeč in noben se ni pridružil in ni bilo nič. Potem pa sem rekel, moram bolj privlačno ime dati. In potem vem, sem probal še par stvari, pa ni nikako bilo, da bi bil kakšen opaznejši napredek. Potem sem se pa enkrat spomnil, Potovanja so moja ljubezen in to je pač, pa vidim, da je pa dober ime, ker od takrat naprej se je pa ta skupina začela izredno širiti in danes mislim, da je nekaj več kot 17,000 članov. Tako da preden boste odprli Facebook stran, zelo premislite, kakšen ime bo. Dobro, da je tak ime, da človeku pove, zakaj se gre. Recimo, eno stran, ki imamo v našem podjetju, je optimizacija spletnih strani za Google. Recimo, to vse pove. Najprej sem imel ime te strani samo optimizacija spletnih strani. Ampak glede na to, da čisto vsi ljudje niso vedeli, kaj to pomeni, a so nekateri mislili, da je to neka optimizacija, da stran hitreje dela, kar seveda to ni, in jaz sem potem še dodal za Google. Se pravi, tako da je zdaj optimizacija spletnih strani za Google, kar to čisto jasno človeku pove. In če ima človek naleti na Facebooku na mojo stran in da ima pač on spletno stran in naleti na to in si reče, jaz bi pa tudi rad videl, da je moja spletna stran višji na Googlu, pač bo veliko bolj sigurno všečkal to stran, kot pa če bi bil neki čuden naziv, ki človek ne bi točno vedel, zakaj se gre. Glejte, jaz bom tukaj odprl stran,
ki se bo imenovala, to sem jaz že prej naštudiral, preden sem to začel snemati, ki se bo imenovalo Slovenska YouTube scena. Namreč o tem sem že dolgo časa razmišljal, da bi naredil eno Facebook stran, kjer bi objavljal povezave do zanimivih videoposnetkov slovenskih youtuberjev. Jaz namreč v zadnjem času YouTube zelo veliko poslušam, predvsem slovenske youtuberje, in moram reči, da eni so izredno zanimivi in jih je zelo luštno poslušati. Od enih se tudi zelo veliko naučimo, tako da sem rekel, zakaj ne bi naredil ene Facebook strani, in ko bom pač jaz kakšen super posnetek poslušal, ga bom potem tukaj objavil, da pač še drugi vedo. Seveda bom tudi od drugih pričakoval, da mogoče boste predlagali kakšen videoposnetek, da se objavi gor kaj dober, pa tako naprej, ker pač tega je veliko in verjetno tudi kakšnega jaz ne najdem, pa ga boste mogoče vi, tako da vabljeni k sodelovanju. No, potem moramo tukaj dati kategorijo. Zdaj tukaj vpisujemo nekaj, pa da neke predloge nam da Google, moramo sami malo vedeti, kaj dati. Ne vem, sem probal YouTube, pa ni, bom probal vlogerji. Vlogerji ne bo. Blogerji, bloger, evo, glejte, bom dal bloger, saj to lahko kasneje tudi spremenim, zdaj s tem se ne bom preveč tukaj časa zgubljal, da ne bo video predolg. Dam nadaljuj. In zdaj Facebook ustvarja to Facebook stran. In glejte, zdaj bi jaz tukaj mogel dati naloži sliko profila, ampak jo nimam še pripravljeno, to jo bo moj dizajner oblikoval, pa jo bom dal potem kasneje, pa bom dal tukaj preskoči. Potem prav, da naj dam še to cover sliko, se pravi, to je ta velika, pa jo bom tudi preskočil, ker še ne vem, katero bom dal. To jo bom potem, mi bo dizajner naredil in to bom dal. In glejte, v bistvu že imam ustvarjeno Facebook stran. Glejte, tukaj že lahko naredim objavo, seveda jaz zdaj potem, ko bom hotel dodati naslovnico, samo tukaj kliknem dodaj naslovnico, ko bom hotel dati profilno sliko, bom tukaj kliknil. Seveda je potem še opišeš stran in tako naprej, ne. Glejte, zdaj par zanimivih stvari, ki vam bi jih rad še pokazal, kar se tiče te Facebook strani, vam bom kar pokazal na moji strani, tako da, ke je pač že vse narejeno. Glejte, zanimivo je, da na Facebook strani za tole naslovnico lahko daste videoposnetek. In tukaj je in posnetek in glas in vse. Tako da zanimivo, ne, verjetno se strinjate z mano, da je tale videoposnetek veliko bolj zanimiv običajno kot ena slika. In glejte, tudi zanimivo zdaj, če jaz kliknem na tole naslovnico, glas bo ugasnil, da ne boste to poslušali. Glejte, tukajle vidimo statistiko, ta videoposnetek si je gledalo 18.000 ljudi. Zdaj, vi tukaj v končni fazi bi tudi, ne vem, če prodajate okna, bi lahko en videoposnetek o vaših oknih dali. Ne bo se ga sicer ogledalo 18.000 ljudi, zato ker to je le manj zanimiva stvar kot neke popotniške zadeve, tako kakor je tukaj pri meni Mostar bil, ne. Ampak glejte, par tisoč ljudi se pa bo tudi v nekem doglednem času ogledalo to, ne. Tako da to razmislite, da bi dali pač namesto slike, da bi dali pač video
posnetek, ne. Glejte, potem še ena druga zadeva, ki pa tukaj sam nimam spomnjeno. Glejte, tukaj lahko tudi daste temu, kako se temu pravi, vidite, jaz tega še nisem dal, naša zgodba, vidite, to je šlamparija, da tega nisem dal na strani, ki imam, ne vem, 13.000 všečkov, je le dobro, če tele zadeve vse spomnite, zato ker jaz sem tudi prepričan, da več teh stvari, ki imate spomnjene, bolj Facebook forsira vaš profil, ker reče, aha, to je odzadaj, za tem stoji neka resna oseba, ki je pač vse to spomnila in je zagotovo njihova stran boljša, kot pa od nekoga, ki je malo šlampast, tako rečemo, ko sem pri tej strani jaz, ampak pri nas v podjetju imamo ogromno teh strani in potem daj kakšno stvar ne narediš. Glejte, tukaj pri Otoku Krk sem pa dal, sem dal pa lepo neko svojo slikco, pa sem napisal raziskujem Otok Krk, že 5 let raziskujem čudovito Otok Krk, se v Otoku Krk izveste v videoposnetku glejte, tukaj date, lahko tudi prikažem več in potem se pojavi večja slika, ta napis, aktivni linki so noter, tako da, glejte, ne, take zadevce naredite, zato ker to je sigurno na koncu pozitivno, da bo vašo stran Facebook bolj forsiral in tako naprej. Glejte, tukaj tudi vidite, tukaj sem dal tudi videoposnetek v to naslovnico. Glejte, to je posneto s telefonom, čisto enostaven videoposnetek, tako da tudi ne se preveč obremenjevati, kaj boste dali. Glejte, boljše, da nekaj daste, kot pa nič. Glejte, zdaj vedeti morate še ena zadeva je tukaj priporočljiva, da to naslovnico večkrat zamenjate. Če date en video, ga potem ne pustiti eno leto, ker pač ljudje, ki vas obiskujejo vašo Facebook stran, so ga že večkrat videli in jih to ne zanima. Probajte dati nekaj novega, tako da to je dobro, če menjate, da nimate vedno eno in isto zadevo. Tako da, glejte, to bi bile te osnovne stvari, ki jih morate vedeti v vaši Facebook strani. Izpolnite vse, kar zahteva od vas Facebook in recimo, to ste že veliko naredili. Zdaj se pa nazaj vrnemo k prisojnici. Glejte, zdaj pa seveda, ko naredite vi svojo Facebook stran, potem morate pridobiti čim več všečkov. Kakor sem prej rekel, mi jih imamo na Otoku Krk okoli 22.000 in če jaz tukaj nekaj objavim, vidi to veliko število ljudi. Seveda, če bi imela ta stran, ne vem, 50.000 všečkov ali pa 100.000 všečkov, bi to še bistveno več ljudi dobili. Tako da zelo pomembno je, da imamo čim več teh všečkov. Kar pa, bodimo iskreni, jih v današnjem času ni tako zelo enostavno dobiti, zato ker to se vsako podjetje, vsak posameznik, vsak bloger trudi dobiti všečke in recimo jaz dnevno dobim, ne vem, 20-30 teh prošenj za všečkanje strani, ampak glejte, vse ne všečkam, zato ker tega je potem preveč, kaj bom potem imel v roku enega leta, ne vem, 5.000 všečkanih strani, čisto brez veze, pač všečkam samo tisto, kar me res zanima. In glejte, zdaj, prvi pogoj, da boste vi dobili všečke, je, da ste zanimivi, kvalitetni, se pravi, da nekaj zanimivega objavljate, kar ljudi zanima. Glejte, en praktičen primer je, recimo, na moji strani optimizacija spletnih strani za Google. Glejte, sem tukaj in dostikrat naredim take objave. Se pravi, objavljam neke nasvete iz področja optimizacije spletnih strani. Se pravi, glejte, tukaj sem kar veliko napisal, to je en, bi rekel, tak konkreten in uporaben nasvet čisto za vsakega lastnika spletne strani. In pač jaz, če bi imel čas, bi teh nasvetov še več pisal. In tako bi ta stran imela še več všečkov,
bolj bi jo ljudje obiskovali in pač bi bilo na koncu boljše, ne, tako da, glejte, to je pač en način, da dobite všečke, da dajete neke koristne informacije. Glejte, tudi če prodajate PVC okna, lahko vi neke koristne informacije podajate, ne. Ne vem, razlika, koliko prihranite pri kurjavi, če zamenjate okna. Pa še veliko je takih informacij, zdaj pač, ke to glih nisem v tem fohu in ne vem, če bi glih ravno mogel doma menjavati okna, bi me pol to zelo zanimalo. Zdaj ta trenutek me pa pač ne zanima, pa se ne spomnim nekih pametnih stvari, kaj bi se še dalo svetovati ljudem, ampak glejte, na vsakem področju se da ljudem nekaj svetovati. No, tukaj imamo napisano privlačno ime strani, o tem sem že veliko povedal, tako da ne bom nič več. Potem objava zelo lepih slik. Glejte, en primer iz prakse. Glejte, 29. maja 2017 sem bil na otoku Krk v Baški in sem zjutraj naredil tole slikco. Dobro, ni slaba, ni pa tudi nekaj tako zelo top, da bi rekel, ampak glejte, jaz se spomnim, takrat je imela ta stran 14 000 všečkov, zdaj jih ima 22, se pravi, jih je imela bistveno manj. In glejte, to objavo je videlo 76 262 ljudi. Dobila je preko 2000 všečkov, 73 komentarjev, 29 delitev. In na račun tega smo zagotovo dobili, je ta stran sigurno dobila ene 300 do 400 všečkov. Zakaj točno, bom še povedal. Glejte, ena zadeva tudi, kako vi lahko dobite všečke, je ta, da ke vi objavite neko sliko in glejte, greste potem, kliknete tukaj na všečke, se vam odpre novo okno in vidite, kdo je všečkal. Vidite tukaj, če grem dol, vidim vseh teh 2000 všečkov. In glejte, tale Marko Čampa, on je všečkal prispevek, ni pa všečkal strani. In glejte, jaz ga lahko povabim k všečkanju strani. Potem, če je še kaj kakšen, seveda, jaz sem to že vse povabil, potem, glejte, Renata je tudi všečkala tole, ni pa všečkala strani, pa jo lahko povabim. In naj se bo zdaj tukaj pri teh notificationih, se pravi pri obvestilih, bo dobila obvestilo, da jo Otok Krk vabi, da bi všečkala to stran. In zdaj pač na njej je, da se odloči, ali bo to všečkala ali ne bo. Glejte, jaz se spomnim, da takrat, ko sem objavil to sliko, sem lahko preko 1000 ljudi k všečkanju povabil. In običajno je to, da se ljudje odzovejo na všečkanje, se jih odzove od 15 do, ali bom rekel, od 10 do 30%. Zdaj, ali je to 10 ali je 30, je zelo odvisno. Zelo pomembno je, da te ljudi vi kmalu k všečkanju povabite, ne. Zdaj, ke sem jaz tukajle Markota pa Renato povabil k všečkanju, onadva sta 100-krat pozabila na tole stran, ker je to že skoraj 2 leti nazaj, ne. Če jih pa povabite v tistem trenutku, se pravi, ke so oni to všečkali, se pravi, pa v roku 15 minut, bo rekel, ja, seveda bom Otok Krk všečkal, ker so tako lepe slikce gor, tako da morate to recimo kmalu narediti. In jaz se spomnim, da takrat na osnovi tega, ke sem ljudi povabil, pa tudi, ker je toliko ljudi videlo to stran, so nekateri sami že od sebe všečkali, takrat je ta stran dobila, po mojem, vsaj 300 všečkov. Tako da vidite, zelo lepa slikca, ki jo objavite, vam tudi lahko prinese zelo veliko všečkov. Glejte, potem na Facebook strani ta Facebook stran lahko k všečkanju povabi osebe, ki niso njegovi prijatelji, vendar so všečkali prispevek strani. To je bilo to, kar sem vam ravnokar pokazal, ampak glejte, vi lahko k všečkanju povabite svoje prijatelje.
Glejte, zdaj tukaj sem eno zadevo preskočil, pa zdaj nazaj skačem, ampak glejte, bom rekel, gremo na gorec.do, glejte, in glejte, jaz tukaj lahko povabim prijatelje. Jaz lahko k všečkanju povabim svoje prijatelje. Glejte, Matjaža Intiharja ga bom, ke ga poznam, mislim, saj ni nujno, da poznate, glejte, pa Petro Škarja, Gregor Gostinčar, z njim veliko skupaj delava, Renata Kekovič, glejte, označim in potem z enim klikom povabim vse. Glejte, tudi tukaj je bil možnost, glejte, jaz bi tukaj lahko kar dal, samo da odpre, izberi vse, glejte, in jih je 159 izbralo. Seveda, zdaj, zakaj jih ni več, ker jaz imam, ne 159, glejte, 4700 jih je izbralo in zdaj jaz, če bi tole kliknil, ne, bi jih povabil 4700 ljudi k všečkanjem te Facebook strani gorec.do. Ampak glejte, to vam ne predlagam, da naredite, zato ker potem vas bo Facebook blokiral. Glejte, več kot 500 ljudi na dan ne povabiti k všečkanjem. Zdaj to bi, glejte, vi tudi lahko greste tukajle, pa daste neko skupino, glejte, recimo, bom rekel, bom povabil tiste, ki so v skupini YouTube Slovenija, ne, čakajte, tam dal prekliči izbor, ja, čakajte, moram jaz zdaj, se pravi, vse, pa bom, no, zdaj imam problem, ke sem to dal, pa jih imam vse zbrane, zdaj nimam nič izbranih in glejte, grem jaz tukajle, pa na YouTube Slovenija, tisti, ki so, in če dam izberi vse, vidite, tukaj jih je pa samo 53, pa bi jih zdaj povabil, ne. In tako, da jih pač 5000 naenkrat jih ne povabiti. Tako da vidite, to je en način, ne morete pa vi povabiti nekoga k všečkanju vaše Facebook strani, če niste z njim prijatelj. Zato je tisti, ki ste pogledali prvi del tega, se pravi Facebooka za podjetja, tam sem povedal, da je osebni profil z veliko prijateljem super zadeva za gradnjo Facebook strani in skupine. Recimo, vidite, zakaj Facebook strani? Zato, ker vidite, jaz imam 5000 prijateljev in jaz lahko 5000 prijateljev povabim k všečkanju moje strani. Pa če se jih 30% odzove, ali pa če se jih samo 20, je to 1000 všečkov. Sem prišel čisto na lahek način do 1000 všečkov. Tako da vidite, zato sem jaz v prvem delu rekel, da je zelo pomemben oseben profil in da imate veliko prijateljev. Tako da to ne zanemariti, ne. Se pravi, to, kar sem rekel, da preskakujem. Glejte, ne, tukaj na otoku Krk, ali, ke sem bil, ke sem pač te vabil, ne, se pravi, glejte, zdaj nekoga, gremo še enkrat tukaj, recimo, jaz bom zdaj malo na pamet rekel, recimo, da tale Angelca ni moja prijateljica. Glejte, in tudi ni, vidite, imam dodaj prijatelja, ne, se pravi, no, jaz ne morem povabiti k všečkanju Facebook strani Otok Krk, ampak zdaj, ko je pa ona všečkala en prispevek od Otoka Krk, mi je pa dala pravico, da jo kot Otok Krk povabim k všečkanju. In vidite, ona je sicer že všečkala, ampak če pa ne bi, bi tukaj pisalo povabi in jaz sem jo verjetno takrat, ko sem to objavil, sem jo povabil in je pač sprejela to prošnjo. Tako da, zato je ful super, če dobite recimo na neke slike zelo veliko všečkov, tako kot jaz tukaj 2000, ker boste lahko zelo veliko tistih ljudi povabili k všečkanju, ki sploh niso vaši prijatelji. Tako da tole je super zadeva za pridobivati všečke.
Glejte, potem z nagradnim igram se tudi da dobiti všečke, dosti podjetij to dela, tudi mi delamo, ne vem, organiziramo nagradno igro, dobimo, kupimo ali, ne vem, dobimo neko dobro nagrado in potem pač za sodelovanje pač je pogoj, da všečkate Facebook stran in tako se pride tudi do všečkov. Nekateri vam bojo sicer rekli, da potem so vašo Facebook stran všečkali tudi vsi tisti, ki jih vaša dejavnost popolnoma nič ne zanima. To je res, ampak glejte, ne, na ta način dobite zelo veliko število všečkov, ne vem, pri eni nagradni igri mogoče tudi 3 do 5 tisoč. In glejte, saj če je samo 10% takih, ki so neke vaše potencialne stranke, ki vas bojo spremljali, saj je to tudi v končni fazi v redu. Potem naslednja zadeva je, vi lahko pač všečke tudi dobite z objavo v interesnih skupinah. Zdaj več v interesnih skupinah bom povedal v naslednjem videu, ampak da vam čist na hitro pokažem. Glejte, da vam pokažem interesna skupina Lepote Slovenije. To je ena naša skupina, ki imamo članov preko 120 tisoč. In glejte, v interesni skupini ste lahko kot osebni profil ali pa tudi kot stran. In glejte, jaz sem tukajle kot stran, jaz lahko objavim kot stran. Kot stran, ampak zdaj ne bom, bom pa našel en svoj prispevek. Glejte, tole je en moj prispevek, ki sem ga objavil kot page, ne kot osebni profil, in glejte, na njega sem dobil 218 všečkov in tukaj bi jaz tudi lahko te ljudje, ki so všečkali tole mojo sliko, pa niso všečkali moje strani, jih lahko povabim k všečkanju. Glejte, sicer tukaj gledam, pač imam že vse ljudi povabljene, ker jaz to sproti delam in ni nobeden vstal, da vam bi zdaj pokazal, ampak to je čisto isto, kot sem vam že prej kazal na otoku Krk, se pravi, tukaj pač bi bilo možnost povabi, bom pogledal, če slučajno je kdo, samo glejte, izgleda, da ga ni. Ne. Čakajte, če pogledam, mogoče še kakšen drug, tukaj so sicer, glejte, no, glejte, tukaj je 600 všečkov, da vidimo, če mogoče je kakšen, ki ga še nisem povabil. Ne, drugače pa, takole, ko objavim eno takole objavo, pa kaj rečemo 600 všečkov, pa zdaj tukaj, vidite, glejte, tukaj je eden, ki vidite ga, lahko povabim, da všečka mojo Facebook stran. Glejte, če takole jaz objavim eno takole lepo fotografijo, no, tukaj je video posnetek, pa dobim 600 všečkov, običajno 300 ljudi je takih, ki niso všečkali moje strani in jih lahko povabim k všečkanju, in zdaj, če rečemo, da se jih 10% odzove, je to 30 novih všečkov, kar je čisto v redu, če mene vprašate. Če pa tukaj dobim 2000 všečkov, ke sem jih tudi že parkrat dobil, je pa lahko, ne vem, povabim 1000, 1500 ljudi. Vi zdaj, ne, če bi to vi naredili, ke še niste objavljali kot page na tej Facebook skupini, pa bi dobili 1000 všečkov, sem prepričan, da bi 950 ljudi k všečkanju lahko povabili. Če bi to redno delali, se potem pa ta številka zmanjšuje, ker pač ste nekatere že povabili, pa jih potem ni. Tako da vidite, tole objava v interesnih skupinah je tudi zelo zanimivo za dobivati všečke, ampak o tem bom več povedal v naslednjem videoposnetku, ker bojo tema ravno te interesne skupine, ki je izredno zanimiva stvar za Facebook. In za podjetja, in za blogerje, vlogerje, tako da rečemo, to je res super zadeva. Potem pa še ena zelo interesantna zadeva, ki jo lahko naredite, na voljo je kakšno leto pa pol. Vi lahko iz svojega osebnega profila naredite kopijo Facebook strani. Glejte, to sem jaz naredil
pri svojem profilu Tomaž Gorec sem naredil tako, ko sem imel 5000 prijateljev, sem naredil kopijo strani. In jaz sem to stran začel že z 5000 všečki. Se pravi super, ali ne? Da nisem z nule začel, s 5000 sem začel. Ampak to lahko naredite samo enkrat, ne. In zdaj, če me vprašate, kako čisto točno se to naredi, vam čisto ta trenutek ne znam povedati, ker sem to naredil že večkrat pred 1 letom pa pol. Bom pa v enem videu tudi povedal to, pač jaz moram zdaj en oseben profil ustvariti, pa dobiti nekaj prijateljev, da vam bom potem konkretno pokazal, kako se to naredi. Ker pravim, lahko se naredi samo enkrat in jaz to iz svojega osebnega profila ne morem več narediti. Tako da to je odlična zadeva. Ampak glejte, vi zdaj, če imate osebni profil, pa imate 300 prijateljev, ne še tega narediti, ker boste imeli samo 300 všečkov. Dajte se vi raj osredotočiti na to, da pridete do 5000 prijateljev ali pa vsaj do 3000, pa potem to naredite. Jaz bi vam bolj svetoval, probajte priti do 5000 prijateljev, pa potem stran naredite. Glejte, jaz zdaj ne vem, a se vi tega zavedate ali ne, zdaj tisti, ki malo več delate na Facebooku, veste, koliko je vredna Facebook stran za 5000 všečki, tako da vi verjamem, da razumete, koliko je tole super zadeva, ki sem jo zdajle povedal, da to Facebook omogoča. Tako da to naredite, začnite pa najprej na tem, da boste imeli na osebnem profilu 5000 prijateljev. Zdaj, če imate vi svoj osebni profil samo za osebne zadeve in nočete kar vse ljudi sprejemati in tako naprej, potem pa naredite še en profil, tistega imejte pa strogo za posel in pač potrjujte vsi, ki vas zaprosijo za prijateljstvo, vi zaprosujte tiste ljudi za prijateljstvo, ki se vam zdijo zanimivi oziroma, ne vem, če imate turistično agencijo, dajte potem zaproševati tiste ljudi za prijateljstvo, ki jih pač zanimajo potovanja, ne zdaj tiste, ki ga potovanje absolutno nič ne zanimajo, ne. Tako da, glejte, tole je res super zadeva, tako da naredite jo. Tako da, to bi bilo vse, kar se tiče Facebook skupine. Jaz mislim, da sem to dokaj jasno povedal in da boste lahko to, kar ste slišali, čim prej uporabili v praksi. Jaz vam svetujem, da greste kar takoj v akcijo, dokler še kaj ne pozabite. Sicer vedno se lahko vrnete nazaj na ta videoposnetek in to pogledate. Glejte, sem vam pa tudi na voljo za vaša vprašanja. Če imate kakšno vprašanje, ga kar zastavite v komentarju tega posnetka in vam bom v čim krajšem možnem času odgovoril. Naslednji videoposnetek, ki ga bom posnel, bo tema Facebook skupine. Vse bom povedal, kako ustvarimo Facebook skupino, kako dobimo čim več članov v skupino, pokazal bom veliko dobrih primerov iz prakse, pa tudi povedal vam bom še kar nekaj zelo zanimivih trikcev, ki vam pomagajo to skupino narediti bolj zanimivo, da dobite več članov in tako naprej. Tako da tole je tudi zelo, zelo zanimiv videoposnetek bo. Tako da to je za danes vse. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Če menite, da vam je bil ta moj videoposnetek koristen, da ste se kaj pametnega naučili, se prosim naročite na moj YouTube kanal. To naredite tako, da kliknete tisti rdeč gumb, kjer piše naroči, in ko kliknete tega, potem kliknete še zvonček. Če vam je bil ta video všeč, dajte ga tudi všečkati, če vam ni bil všeč, dajte dislike, da malo vidim, napišite kakšen komentar, kakor sem že prej omenil, lahko mi zastavite vprašanje, bom pa tudi vesel vašega mnenja o tem videoposnetku, tako da pač, glejte, komentarje pač
zelo zaželen, da pač dobi malo feedbacka, kako so vam te moji videoposnetki. Tako da to bi bilo za danes vse. Pač poglejte tudi naslednji videoposnetek, katerega pač bo zelo zanimiva tema, se pravi Facebook skupine. Hvala in lep pozdrav!